Jezus, hvala ti, da tudi danes nas nisi pustil same in da si med nas poslal svojo posvečeno osebo. Z nami je danes sestra Rebeka Keda. Izvolite. Irma mi je dala časa, skoraj 1 uro, da vas prepričam, da je Bog živ. Ja, jaz vam pravim, da vi niste tako naivni, da bi verjeli, da je Bog živ. Ali da niste tako naivni? Kaj je zdaj? Je Bog živ ali ni živ? Jaz pa mislim, da ni. Dajte, no, se smo 21. stoletju. Ne moramo verjeti, da je človek, ki je pred 2000 leti živ na zemlji, po 2000 letih živ. Vi to verjamete? Vi to verjamete? Dobro, bomo zdaj to videli. Glejte, recimo, da Daniel mi reče, Rebeka, tam pred vrati zdaj stoji predsednik Pahor. Jaz se dvomam o to. Ampak, ker Daniel je pošten mož in me še nikoli ni nalagal, verjamem. Pa rekla, ok, verjamem, da je pred vrati Pahor. Potem pa pride Martin, pa reče, Rebeka, ne bud neumna. Daniel te heca, ne? Zunaj ni Pahor. In tudi Martin se mi še nikoli ni zlagal. Kaj ne zdaj? Komu ne zdaj verjamem? Komu ne verjamem? Kaj mi predlagate? Kaj ne naredim? Šla bom ven in bom pogledala, je tako? In bom pogledala, aha, prodorati ni Pahorja, torej v tem primeru je lagal tajne, verjetno, ker je privide, ne videl nekoga drugega. Tako. Lejte, če verjamem, ker mi nekdo reče, to je vera. Če mi nekdo pove, da verjamem na podlagi pričevanja nekoga drugega. Če pa se sam prepriča, takrat sem pa potem prepričan. Tako. Zdaj pa še enkrat vprašam. Kdo verjame, da je Jezus živ? Dvignite roko. Ok, baby, roko dam. Kdo je prepričan, da je Jezus živ? Gospa, prijete sem. Za Danielom sedite. Kako se kličete? Kako? Vrite ga, prosim, vrite ga. Zdaj, če je ona prepričana, potem mora imeti svojo izkušnjo, da je Jezus živ. Zdaj se vrtite ga, vrite ga. Nas bo ona prepričala. To kažete, da je Jezus živ. Kako ste vi prepričani? Kako verjamete, kako ste prepričani? Tega pričevanja nisem imela še nikoli, ampak letos smo imela 20 let posvečenega življenja. V enem tednu sem dobila vero, duhovni poklic in se odločila za večne zaobljube, v celovatem čistosti, za vse življenje. Pred cerkvijo sem potrdila pred 3 leti, tako da Jezus je res vstopil v moje življenje, živ, ker sem dobila vero iz nebes, ne od nikogar, ne bom naštevala od nikogar, od koga ne, ampak direktno iz nebes. Tako moje priče področne so pa Daniel, Nataša ni, Boštjana ni. Tako za enkrat toliko. Hvala lepa. Veste, to, kar je zdaj ona povedala, ona je pač nekaj tam v zraku. Verjame, da je. Me ni prepričala. Ona je prepričana, a mene ni prepričala. S tem, kar je povedala, mene ni prepričala, da je Jezus živ. Bom mogel nekdo bolj konkretnega mi povedati, ne, da mi bo prepričal, da je Jezus živ. Zdaj, kako se je, vsi lahko roko dvignemo, ne? Vsi verjamemo, vsi verjamemo, da je Jezus živ. Pazi. Zdaj pa si predstavljate, da pridejo sem vrzostrelka, ne? Reci, da je Jezus mrtev, da ni živ, sicer te ustrelim. Kdo bi še ustrajal in trdil, da je Jezus živ? Dvignite roke. Jaz bi se oplačal. Dobro, vidim, da ste vi bolj pogumni in bolj prepričani. Dobro, v redu. Ampak zdaj pa nekaj. Glejte, naši apostoli so bili tako prepričani, da je Jezus živ, ker so ga videli, da so bili pripravljeni dati življenje za njega. Če se spomnite Janeza in Petra, ko sta ozdravila tistega hromega pri lepih vratih, ki je posedel, so ga potem duhovniki so jo gor zolekli, so jo hoteli zapreti, pa se vidi, da bodo ljudje jezni,
so jih dali pretep, sta pošteno in potem so jim zabičali, da ne bosta več govorila v tem imenu. V Jezusovem imenu ne smeta govoriti. In kaj sta rekla? Ne moramo, da ne bi govorila to, kar sem videla in slišala. Glejte, takrat, ko je nekdo tako pretepen, prepričan in ve, da ga čaka smrt, pa si upal brez reči, takrat bom pa jaz verjela, da je on res prepričan. In bom začela razmišljati, kaj pa če je nekaj res na tem, ker ta tip je prepričan. Ne? Mogoče bom jaz tudi prepričana. Dobro. Gremo naprej, tako počasi. Ivana Orleanska, jo poznate, ne? Iz 12. stoletja, malo mi ne bom se tako delati, se vajena, da smo blizu, pa se bom navadila. Je rekla, se spomnite, ona so jih slišala tiste glasove, ko so je sveta Katarina, pa to so jih govorili, naj osvobodi Francijo, naj postavi Dauphina za kralja in ga krona in se to naredila. In potem je inkvizicija zgrabila, ker niso več rabila, ne? Je inkvizicija zgrabila in so jih grozili. So rekli, prekliči, da si slišala glasove. To si se sama zmislila, niti rekel Bog. In je rekla, če boste mučili, bom vse preklicala, ker se bojim. Ampak vedite, slišala sem glasove. Je bila toliko poštena do sebe, je rekla, jaz bom preklicala, ker me je strah, če boste mučili. Me je strah. Potem vemo, da so jih končali na Karmadi, potem je Bog dal posebno milost, da je lahko ustrajala pri svojem in je končala na Karmadi. Torej, če hočem biti prepričan, se moram prepričati sam. Neverjetna beseda, ampak se prepričati. In kako? Bomo danes par stvari rekli. Prvič, kdo so bili prvi priče Jezusovega stajenja, da je Jezus živ. Drugič, kako je Jezus živ med nami. Tretjič, ali sploh verjamem, da je sploh potrebna vera v živega Jezusa. In potem četrtič, kaj ne storimo, da bomo verjeli res v živega Jezusa. Tako da te nekaj lažje zadeli po točkah. Sem da liste šlo v Torej, prve priče vstajenja. Nagradno vprašanje za 5 točk. Ma ne dam čokolade z lešniki, zato jutro poz. Ja, me dala sem točke. Kdo je prvi videl vstalega Jezusa? Marija Magdalena. Odlično sedi. Ona je šla zjutraj v grobu, mazila imela sabo, ne, da bo Jezusa mazila in je imela en problem. Kdo bo odvalil skalo od groba? Ona je imela svoj program v glavi. Treba bo zdaj odvaliti skalo in Jezusa maziti. In ko pride tja, se je zakompliciralo, skala je odvaljena. Prvi problem, kaj pa zdaj? Moj načrt je šel drugače pa jedan korak, ne? In gre noter in vidi Jezusa ni, vidi pa tam enega vrtnarja. Ona je imela svoj program, da v vrtu je lahko vrtnar. Zato je videla vrtnarja. Z Jezusom je hodila 3 leta, 3 leta ga je gledala takole, face and face, pa ga ni spoznala in vse da je vrtnar, ker je imela svoj program. Tako mi veliko krat svoje programe in vidimo to, kar mi hočemo, ne to, kar je v resnici. In mu reče, če si ga videl, kam si ga položil? In Izrael, Marija. In ko sliši svoje ime, ga spozna. So se odprli oči, ko sliša svoje ime. Se pravi, ni ga spoznala na oči, spoznala ga je na glas. V glasu ga spoznala. Potem je spravi, bež in povejte apostolnici tam loleka tam, nek se skrivajo, v dvorani zadnje večerje, da sem ostal od mrtvih. In ona šipa tja in pride tja in je pove, Jezus sem videl, ostal od mrtvih. Ma se je verjel? Ma nikogo. Poslušajte, desci, 3 leta so hodili z Jezusom, pomembni, mačati, ne? In bilo verjel eni ženski, pa še prostitutki bivši po vrhu sebe, ne? In zakaj bi se Jezus, če je Bog, pa Judje, veste, kaj so moški, nekaj vela, ne pa krta imela ženska, zakaj bi se Jezus naprv prokazal ženski, pa še prostitutki? Pa to ne gre skupaj, ne? Ni govor, da bi oni verjeli. Spravi, pričevanja niso sprejeli. In ko so jaz rekla, ne verjamem, me niste prepričali, ne? Magdalena jih ni prepričala. Pa rekla, zakaj pa se ne bi meni prokazal? Jaz sem pod križem stala, vi ste dali pa med noge, pa ste se skrili, ne takrat pod križem. Ne, ampak se rekla, ne. Eno od apostolov je verjel. Janez. Ampak ni na glas rekel, a ste, Janez je jagence Božje in če bi na glas povedal, jaz pa verjamem, bi one počakali v žalu. Je bil tako obziran in je počakal Petra in se skupaj pa iz Petra šla pogledati grob. In ko pride k grobu, Bog se razodene vsakemu tako, kot on zaslovi. Magdalena je na glas. Ženske smo tiste glasne, da je moški, da popino pokliče, pa se same. Kaj je tako ženske? Jaz to vedel. In ta Peter pa to munačenica, da bo jaz rekel, Peter, ne bi nič sedel, ne?
in tam vidiš prazen grob in vidi prte zložene uno. Moška logika. Če bi Jezus res ga ukradli ven, bi ga vzeli za povojen red, ker gole trup je težko nositi, ne? In ne bi imel časa, da sem zlaga. Sem, če bi se zafrkával, bi še zlagati posebej tiste prtičke. Ne? In njegova moška logika je začela delati. Klik. Torej, bo res nekaj na tem. In mende, da ste ga pa celo videla, ne vemo, kakorkoli, pridete tja, hoče druge prepričati, niso verjeli. Moški niso verjeli niti na besedo, čeprav bi Peter šef, vse ga ne bomo verjeli. Ne? In potem zvečer pride pri zaprtih vratih. Je Magdalena povedala, sta ona da povedala, kljub temu niso verjeli. Vprašanje, če sta Peter pa Janez ste ga videla verjela. Nič ne piše, kaj niso verjeli. In Jezus pokaže, pogledajte, to, niso verjeli, so ga videli, niso verjeli, so ga slišali, niso verjeli, so videli rane, so dotaknili. In pravi, so mislili, da vidijo prikazano. Spet nagradno vprašanje za naslednjih 5 točk. Enkrat se je že zgodilo, da so učenci mislili, da vidijo prikazano, da je bil Jezus. Kaj je to? Bravo. Pa vi znate se to pismo na pamet. Odlični ste. Bote šti kar izpit delati se tega pisma. Čudovita. Na morju, ne? Zakaj so takrat na morju mislili, da vidijo prikazano? Ja, in zakaj jih je bilo strah? Ne, strah jih je bilo, smel slabo vest. Jezus jih je v 6. zvečer pognal, veš na drugo stran. In v 8. zvečer mogli biti na drugo stran, pa ne bilo nobenega viharja. Loleki so pa čakali, da mogoče pa Jezus se premislil, pa ga on postavlja za kralja in ob 4. noči straži, ob 3. zjutraj so bili še vedno na jezeru. In smet presnet slabo vest. In zato ga niso prepoznali. Kadar imam slabo vest, vidim prikazni, vidim pošasti, ne vidim resnice. Kdaj vaši otroci vidijo, da ste starši prikazni? Kadar nekaj špičijo. Kdaj žene vidite svoje može, ko so grdi? Kadar niste naredili, kar bo treba narediti, ne, pa se bojite, da bo jeza. In mož vidi svojo ženo grdo, kadar je začel še nam iz domov, je še malo gostila, prej domov pa vidi, kako je žena grda. Ne? Prej se je poročil, je rekel, pa kako najlepša ženska na svetu, zdaj prede zgostili malo prej in pa prav, pa kje se me uči? Ma on vidi prikazan, ga je imel slabo vest. In tako so imeli učenici slabo vest, vidi prikazan. In zdaj isto, so imeli slabo vest, ker so zginali tam izpod križa, sploh niso upali pod križiti. Prej so obljubljali, kako bo vse, ne? Potem pa, veš, in moški pa strahopetci, pa še ženski niso verjeli, veš, da je bil vzrok, da so videli prikazan. In Jezus pravi, imate kaj jesti. Veš, ljubezen gre skozi želodec. In ko je pa jedel kruh pa ribe, so pa verjeli, da je res on, ne? Da ni duh, da je živi Bog. No in istočasno, ko se je to dogajalo, gre sta 2 možakarja, Kleopa in verjetno do drugi Luka, so šla v Emaus. Zakaj so šla v Emaus? Pravita, to pa to se je zgodilo in še ženske so nas prestrašne, ne, ženske govorijo, da gre v grobu. Mislim, ker to je pa višek, da ženske govorijo, da gre v grobu, ne? In sta rajšla stran, ker to bo te ženske poslušali. In sta se omogla nazaj v Emaus. Lej, celo pot, 2 ure sta hodila z njim. Ste ga poslušala, ste ga gledala in ga niste spoznala. Ma ko je prolomno, ste ga spoznala. Poznamenje. Čist nekaj druga. Ena logika, ena oči, ena tip, ena hrana, ena odsamenje. Vsakemu drugače. In potem, takrat, ko smo tistih 12 izbranih, jih je bilo, 10 jih je bilo, ker je manjko kdo, Judak se je obesil, pa Tomaž, tako, Tomaž. In ko Tomaž pride čez 8 dni ga je iskal okrog Jezusa, je imel svoj načrt, ki bo on Jezusa najdel. On ni verjel, da je Jezus mrtev, je verjel, da je Jezus živ. Ampak je imel svoj program, ki ga bo najdel. In je vse okrog begal, pa ga iskal. In po 8 dneh se vrne in mu rečejo, Jezus je bil tukaj. Rekel, ne boste, dokler ne otakne prstov, noter. In ne dam roke na njegovo stran, ne bom verjel, ne bom, ne. In takrat Jezus pride noter. In Jezus pravi, Tomaž. Ni rekel, pa sem ti rekel, zdaj pa daj prst noter, ne. In pravi, Tomaž, pridi, daj prst utakne, ne. In daj roko na svojo stran. Ga je spoznal, meni utaknil, je pokleknil prdenka in rekel, moj Gospod in moj Bog, ena najlepših molitev, moj Gospod in moj Bog. S čim ga je spoznal? Ko mu je povedal, poznam te, tvojo zgodovino poznam, ti si to rekel. A se spomnite spet za 5 točk, ne? Da je mogla manj točk, da je drugače, smo jih bo preveč nabrali. Kao se znate,
kje je že Jezus človeku povedal njegovo preteklost in je človek spoznal potem za Boga. 2 primera. Natanael je rekel, videl sem, da pod smokvinim drevesom, čudovito, in pri vodnjaku Samarijanka. Sem rekel, da treba kupiti to čudojati. Odlični ste, odlični, ne? Samarijanka tudi, ne? Imela si 5 mož in ta zdaj ni tvoj mož. Ne? In je verjela, je rekla, pa ti si res Božji sin. In potem je ona Samarijanka dol šibala v mesto povedati in so rekli, pa res, če ti praviš, da je Božji sin, pa je, pa to v družini pa gre. In so prišli gor, poslušajo Jezusa, pravijo, poglej, prej smo verjeli, ker nam je ona rekla, pričevanje, zdaj pa ne verjamemo več, ker je ona rekla, pa ker smo se sami prepričali. Vidite, je pomembno, da se sam prepričam, ne sam kaj drug reče, da se sam prepričam. In so se prepričali. Dobro, to je bilo zdaj s temi, kako je. Zdaj pa ena čisto druga zgodba, ti apostoli, dobro poznamo, je pa še en, ki se je sam imenoval apostol, pa ni bil uradno apostol, to je bil to. Tako, Pavel sam, ne? Kaj je pa s tem človekom? Da bomo razumeli, meni je Pavel silno všeč, ne? Veste, zakaj mi je tako všeč? Ker je bil tako jezljiv, jaz sem tudi ne. In sveta rečem, če je Pavel tak svetnik po mestu, se je to razboril, tako, izredno skipljiv človek je bil. Ta je pa čisto drugače zrasel. On ni zrasel tam v Galileji, kot večina teh apostolov, ampak je zrasel v Tarsu. Med Grki je bil Jud, ima grška kultura, ne grška kultura. In mogo biti že oče je bil tkaleč v Torov, so delali kot pravi ljudje, so delali z rokami, ne, kot se spodobi, tudi fanta so po judovsko tako vzgajali, je mogo biti že en vplivan mož, ker je imel Savel, ko je bil fantičko ime, to rimsko državljanstvo že od rojstva. In fantiček je mogel tako kot vsi ljudje, če so nekoliko toliko premožni, s 5 leti iti v šolo, s 5 leti je bilo konc igre za otroke. S 5 leti je šel v šolo in se 5 let učil na pamet Torah, Ustavo, do 10. leta. Z 10 leti se je začel učiti, rekli drugi razred, Mišna, razlaga, postava, Torah. Od 10. do 15. leta. Vmes je bil prehod, ko je končal 12. leto, dopolnil 12 let, s 13. letom, je postal pravoveren Jud, odrasel Jud, je lahko začel v shodnici brati Božjo besedo in je obljubil, ko je gospa rekla, da je obljubil čisto te stvari, ne, on je obljubil, da bo živel po judovski postavi. Torej je mogel takrat že zelo, zelo dobro poznati judovsko postavo. Ne. In hkrati je delal, kot vsi ljudje, je doma tkal tiste šotore, fizično delal in je s tem tudi zaslužil. Tako da, ko je bil star 15 let, ko je bil čas, da se začne 3. razred šole, da začne študirati Talmud, od 15. do 20. leta so študirali Talmud, to je pa razlaga Mišne, mu je oče zrihtal, da bo lahko šel v Jeruzalem k najboljšemu učitelju, ker je bil fant očitno zelo brihten, ker je kako se je klical? Gamaliel, tako, Gamaliel. Fant je zaslužil dosti, da je imel za študij. Veste, če bi dosti bilo tako, da bi mogli otroci delati, da si zaslužil za šolo, bi mečkan manj šprical pouk. In bi se mečkan da pridno učil, pa malo manj igrc igrali. Ne? Tako naprej. Razumem, kdo gledate, malo povem. Ne? Tako so ponavadi softiči. In ga je poslal oče, je starzal Jeruzalem. Koliko kilometrov je starzal Jeruzalem? 750. Si predstavljate, koliko je 750? Tudi tukaj do Skopja. 750 km. Ne z ladjo, peš. Ker fant se mora trditi, da bo celo študij. 20 dni po 40 km na dan, se temu reče. Ne? In ko je prišel tja, je potem začel študirati. Pavel je bil rojen leta 8, Jezus je bil rojen kdaj? Ne, 4 leta pred Kristusom. Ja, 4 leta prej je bil rojen, sem narobe izračunal, ne? Sta bila 12 let razlike. Jezus je 12 let starejši od Pavla, od Savla, ne? In ta zdaj s 15 leti pride kje, se pravi, Jezus je bil zdaj star koliko? 23. Je še delal pri Mariji doma, cesarski delavci, ne? A bil Jožef še, ali ne vemo. In zdaj Savl tam študira. Vmes se zgodi, kar se zgodi z Jezusom, Jezus pride se da krstiti, oznanja, ga križajo. Vprašanje, če je Savl, čeprav bi v Jeruzalemu sploh vedel za tega Jezusa. So jih križali, tako je bilo kar naprej, so se nekaj izmišljali, da so mesije, verjetno ni bilo nič posebnega na zunaj, za enega Savla ni bilo kaj posebnega. No in potem 4 leta kasneje, že 4 leta po Jezusovem postajenju,
pa privlečejo tistega Štefana, tistega diakona. Mi se zgražamo, kakšen je bil ta Savel, da je odobraval umor. Ampak dajte razumeti, koliko je ta Savel naredil, da je študiral Torah, pa postavil vse skupaj. Koliko je on gorel za judovsko postavo, za svojo vero. In potem ti pride en tip, ki trdi, da je en tesarjev sin, ki je tam ene čudeže delal, da je vstal od mrtvih in da je Božji sin. A je se kakšno krvoverstvo to za njega? In potem, ko tam drži tiste obleke in gleda, kako Štefana kamnajo in dobrava, da ga kamnajo, ker govori neumnosti in proti postavi, Štefan celo reče, vidim sina človekovega sedeti na Božji desnici. A veste, kakšna krivoverska izjava je to bila za enega pravovernega Juda? Grozljivka. Je verjetno komaj čakal, da ga do konca pobijajo, ne? In ker je najhujšega rekel, ko je Štefan, kaj pravi Štefan pred umre? Tako, oče, ne preštevaj tega greha, ne? Ne preštevaj tega greha. To je pa za enega Juda, a veste, mislim, kar nekaj, ne? In v njem se je ob tem stavku toliko jeze nabralo, da ni čudno, da je šel potem vse te kristjane preganja in da dobil potem tudi, da gre v Damask. Da tudi tam lahko tiste kristjane zvezene odpelje v Jeruzalem. In ko gre v Damask, to pa vsi dobro zgodbo poznamo, kako je šel v Damask? Kako? S konjem? Kdo je zato, da je šel s konjem? Ni šel, peš je šel. Peš je šel. Noben pravoveren Jud ni jezdil konjem. Ni jezdil konjem, to so samo Rimljani jezdili, ne? Ampak Rembrandtova slika kaže, kako je jezdil, kako je dol cebno, ne? In potem ni vsi krvorjani, ampak kar nekaj. Neverjet, berte se to pismo, neverjet, ne? In ga obsije svetloma in pade po tleh. Glede, on tako goreč, ker tega Jezusa ni, Jezus ni živ. In potem pravi, Savel, kaj preganjaš? Kdo si Gospod? Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Le on je prepričan, da ni Jezusa, da je mrtev. In tam pravi, jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. On je preganjal krivoverca, ni Jezusa. In takrat se mu je sesulo vse. Ne? Da te razumeti, zakaj bi on poj tako goreč, ne? In 3 dni in 3 noči tam ni ne jedel, ne pil, ne, on samo molil in se postil, to bomo zdaj imeli jutro naprej, ne, sam še morili in se postil. Poleg tega, da klijenčki po noč tolažimo, ko jukajo. In potem pride on Hananija in mu reče, ne, Jezus, ki ste prikazal na poti, te poslal, da položim roke na te, da spregledaš, da poneseš njegovo ime med pogane in boš videl, koliko moraš trpeti za njegovo ime. In mi pobožni, ne, pri prenovi rečemo, blagorjim, ko moje taka videnja, blagorjim, ko so take nekaj posebnega. Kdo od vas si želi slišati, boš videl, koliko boš mogel trpeti za Jezusovo ime? Jaz ne. Kdo od vas si želi veliko trpeti? Dajmo roke gor. Jaz ne. A veste, raj po pravic povem? Ker se bojim. Še glavobola se bojim. Ne pa, da me tako razmrcvalo, ko so ga Pavla 3-krat tako bičali kamnal, so ga vrgli dol, mrtvega, pa je vstal pa sličil naprej. Na brodolom doživel, pa nekaj se 2 dni, 2 noči na odprtem morju predstavil. Tako. To, da bo zdaj tega Pavla, ampak kaj sem iz tega hodila povedati? Glejte, Bog se vsakemu na drugačen način razodela. Ne si domišljati, ne se pa Bog razodel tako, pa tako, pa tako. Vsako se Bog razodene takrat, ko je za njega dobro in tako, kot je za njega dobro. Bog pa za vsakega od nas načrt, kako bom najlažje prišel v nebesa. Ker si tako želi, da smo vsi pa ne v nebesu. Tako kot si vsaka mamica, ste vse mamice skoraj, ne? Želite, da imate otročke pri sebi. Tako si Bog želi v naročje stisniti vsakega od nas, ne? Da bi v nebesi skupaj. Dobro. Zdaj pazi. Izaija pravi, če se ne spreobrnete in ne ostanete mrtvi, ne bo. Če se pa spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni v mirovanju in zaupanju je vaša moč. Ne iskati posebnosti, ne iskati atrakcije, ne iskati nekakšne, ne? Če se rekejo, je tako pričevanje, ono pričevanje, Rebeka, zakaj ne bojiš tega pričevanja? Lahko slišim 1000 pričevanj. Če sam ne doživim, da je Bog ljubi, da je Bog živ, da bo nič. Ne? In ko sem miren in mirno moram upravljati svoje dolžnosti, takrat se mi bo Bog razodel. Ne pa, ko iščem neke posebnosti. Dobro,
so taki izjemni čudeži, ne, se spregovoril v Medžugorju, en tam, ne, ma v glavnem pa to, ne. Nič posebnega, tako ko spaj tukaj, ne rečem takrat malo dražila, pa provocirala, nič posebnega, ampak ve, ima osebno prepričanje in nihče ne more prepričati drugače, je tako, odlično, tako. Zdaj pa tako, ali je Bog danes živ med nami ali ne? Da ali ne? Kdo ga vidi? Dajmo, kdo ga vidi? Z bradico, lepo, počesan. A če je živ med nami, ste ga vidi, a je blond, a je tam do las? A ima plave očke, marjave očke? Kar nekaj, ne? Kar nekaj. Dobro. Lejte, na 3 načine je Bog med nami. Dajmo, na kjer 3 načine? Lahko več naštejte, pa vam povedi, ali sem gorenka, mrado se poškatlica. Evharistija, zakramenti, spravi, molitev, zakramenti, vsi zakramenti, tudi kompleti, ja. Sveto pismo, občestvu, odlično, zdaj ste pa vse našteli. Zdaj pa to se tako lepo našteli, dalo 3 sklope, 3 pakete. Prvič v zakramenti, drugič v Božji besedi in tretjič v stvarstvu. In pod stvarstvu spada so človek, ne? Gremo zdaj prvo, le v zakramentu. Prav celo, tako smo se prnavko učili. Zakramenti so znamenja Božje navzočnosti med nami. Smo se učili tako pred Birmo. Da je Bog živ med nami, so znamenja, da je Bog živ med nami. Krst ne vidimo nič, ne vemo, da je. Ne? Zakon, Biblia Zanči je rekla, ena sta živela skupaj par let neporočena, pa že otročki imela, pa sta se poročila, pa sem rekla, kako je zdaj, sta poročena, ne? Kaj je drugače? Kaj čak prej vedla, se že davne poročila, ne? Čudite, kako je med njima čisto nekaj druga, zdaj, ker je Bog med njima po zakramentu zakona, ne? Tako, ne? Ta lepota. To je, ko je treba plačevati drugi, da se še drugi poročijo. Potem po spovedi sami čutimo, ne? Ena dobra spoved, kako zaživim. Jaz sem imela Birmance ta vikend, Birmancov se kar bojim drugače, ne? Pa še Gorenci so bili super. Pa ne zato so bili Gorenci, ampak zelo sem se, veste, zakaj sem tako super, ker sem se tako bala, da sem v turbo molila, v turbo pogon, ne? Ker sem nekaj to mene odnesli, ker so se grem prej požepljijo na sestanek za starše, ne? In so se starši že vnaprej razburjali. To pa je razburjal, prostuša, ena mama je rekla, povejte, je dimničo, ki tega, kar ne jemo, bom dala samo. Moj krop je to, kar on hoče, ne, kar boste videli. Sem nekaj, doma ne ostane, ne. Se vi ga poznate, da to ne gre, ne. In dejansko, gledajte, so bili super. Po spovedi, jaz jih nisem poznala. Take učke, žareče, kot tisti dojenček znot, take žareče učke. Počiščenje najsvetejšega. Druga, pa človek ne mora verjeti, da so isti otroci, ne. Kaj je Bog naredi? Takrat vidiš, da je res, kaj je Euharistija, da je Bog res živ. Ko gledam Birmance pred češčenjem in po češčenju, nam živ dokaz, da je Bog živ. Ker ne mogoče, da bi, kar tako, se nekaj zaradi tega koščka kruha se sprebrnili, ne? Ali pa da če v prospovedi si moj Lari Fari na psihovaja, da bi se tako obrnili, ne? To je čudo. In pa je v ponedeljek zjutraj na mamica klicala, da prvo veste, če kdo reče, sem mama tega otroka, prvo se je skrtnil. Kaj je spet narobe? Kar dole sem že vesla, ne? Pa je rekla, veste, takrat je prišli domov, je bilo toliko snega, da sploh niso vsak do svojega prišli, smo jih kar tako dali po 4 v avto, ne? Je bilo čimo na avto. Do 10 zvečer, bla, razlago, kaj so slišali. In zjutraj je ob 6 vstal, je rekel, prvi, da še stojiš, pa ti mora še to povedati, ne? In je rekla, take stvari, jaz bi tudi rada gor, da bi slišala, ne? Pubertetnik, 13-letni. To je, da je Bog živ, ne? Da je svet duh mu odprl srce, da je slišal stvari, ki pubertetniki sploh ne slišijo drugače, ne? Da rečem odrasel, otrok 13-letni, ta mali slišijo, odrasli slišijo, pubertetnik, ne? To je dokaz, ne? Po zakramentih. Po Božji besedi, ne? Božja beseda je živa in učinkovita, ne? Hebrejcem 4:2. Zarežeš v globino srca, ne? Med sklep in mozak, ne? Tam, ko se pregiba. Tam Božja beseda te zareže, hočeš ali nočeš. Ne moš izmakniti. Zato je bolj varno ne brati. Ne? Bolj varno ne brati. Ker pa moraš enostavno spremeniti svoje življenje, če se poslušaš, ne? In treba stavno počas,
Vem, da je ena mamica, sem še veliko učila v mladih letih, je punčka začela hoditi celo v 3. razredu in potem se je ogrela, punčka ga kar naprej, pa imaš puno, pa rekla mamica, je zdaj vse noter prinesla. Sem bila tih, ne, pa sem smislila, le ne moš noter prinesti. Je zdaj tako noter prinesla, kakor če je bila 3 leta suša, pa naliv. A bo kaj zrasla? Nič ne bo zrasla. Se tega počas. Na njim mora počas pari držek, ne? Tako je zakramenti, tako je z Božjo besedo. In kdaj je pa tisti kairos, milostni trenutek, ko Bog da mi klikne, to je pa njegova stvar. Takrat, ko je človek najbolj pripravljen, ne? To loče, ne, kaj je čas. Mi imamo svojno besedo za čas, Grki imajo 2 besede, kairos pa kronos, ne? Kronos je tako, ko mi rečemo, zdaj 3 minute do 8, ne? In potem čez 15 minut, po 13 minut čez 8. To je kronos, ta čas, ki teče. Kairos je pa tisti Božji čas, ko Bog da en trenutek, ko on ve, kdaj zame dobro. Ne? Ta kairos. In tretja stvar, v stvarstvu, ta pravi knjiga modrosti, po velikosti in lepoti stvari se spoznanih stvarnika. Zdaj, če živite kle v Kopru, je mečka drugače, če vidite takoj ven. Izgor ohranjam dobro tistih ste bili, veste, ne, sred Božjega stvarstva. Ma moraš biti slep, pa gruh, pa nagumen, pa butas, da ne vidiš, da je Bog to ustvaril. Zdaj, ki je vse bilo od snega, pa ti se čudovita debra. Pa kje lahko človek to naredi? Kako bi lahko to kar po naključju? Ma kakšno naključje? Pa smo mladi začeli cvetke odpirati, ne? Začeli ptice predevati. Pa kje to kakšno naključje? To ne more nasiti samo od sebe. Pa mi vse prihrat temu rečejo, Bog, kako, pa kako hoče, ne? Ampak jaz pravim, da je to Bog, ki je ustvaril. Pa ga imenuj, kakor ga češ, ne? Da vidiš, da je Bog reživ. Če Bog ne bi ta trenutek živ, ne bi vse odmah živ, pa reč od narave živo. Vse bi šlo tist trenutek, ne? Tist trenutek. In drugo, kar se sami omenili, ne? Da vidim Boga v svojem bližnjem. A je vam lahko videti Boga, živega Boga v svojem bližnjem? Da ali ne? Da ali ne? Ja, gledajte, če sem gledati zgazljati otroka v zivki, ni problema. Božji odsev. Ma, ko pride začer mož pijan domov, a lahko vidite v njem Boga. Božji obličje v pijanem možu, ki razgraja, ali pa ženi. Težko, ne? Otašči, kakor naprej teži, veš. Pa se vtika v družino. A lahko vidite v njem Boga? V pubertetniku pride za fiksen domov. A lahko vidite v njem Boga? Težko, ne? Težko. Lejte, no, ni samo nam težko, ne? Meni je včasih tako težko. Na meni otrocih je tudi pubertetnikih, to nekako razumem. Ampak kakšnih starših, ki razvajajo otroka, veš. Pa kako moraš, mati si, njegova mama si, pa ga učuješ, kako moraš? Kje je tvoja ljubezen, da ga razvajaš? Kje je tvoja ljubezen, da daš 14-letnemu cupate z potovalke? Pa kje imaš srce? Da mu napustiš žet po 14 letih, pa da mu vse hlit prineseš, da ga napustiš odrast. Veste, kaj je rekel, da 9. razred, 4. je bil. Sem jaz zvečer zahvalil, da so vsak za eno stvar, ki danes lepo doživel. V petek so prišli in zvečer v 10. smo molili, za eno stvar, ki so danes lepo doživel. Rekel, hvala Jezus, da sem lahko prvič v življenju potovalko sam pripravil. Ker sem staršem zagrozila, da je ne smejo pripraviti, da morajo sami, ne? In pa je milostna mama, ker sem nekaj bom vprašala, pa se mene bala, da je pustila. In tam je v meni težko videti, veste, vsak ima nek problem. Tako. Vsi svetniki, gledajte, oče Damjan, ki je šel na Molokaj med Gobovce, ne, z vsem navdušenjem šel, da bo on med Gobovci, prvo mašenjo, veste, kako to smrti, Gobovci so se nabutali, tisti umazani, smrdeči, gnijoči ljudje, ne, ogabni za pogledati, nehoj pa duh, ne, mu je začel dol teč, tema smo začeli delati, bil hrus, ne, in ko je odsipnil kostijo, veste, še je svoj glas, pogled, to je moje obličje v teh revežih. In kaj to lahko sprejel in zdržal. Mati Terezija v Kalkuti, ne, tisti kučrvo razjedenih so na ulici ležali, pa jo preklinjali, kaj se vtika v njih, to je njihova karma, da tam umrejo na cesti. Ki je to skapirala, da je Jesu obličen. In tako vsi svetniki. Ne? In če vam uspe, v možu pride tjan, da mu vidiš Jezusa, vejte, ste svetnik. Ste že tam. In ko mene uspel v mami, ki razvaja svojega sina, videti Jezusa obraz,
bom pa svetnica. Odlično. Pol ni treba reči, da sem kaj drugega na koronavisa. Tako. Zdaj pa naslednje vprašanje, zakaj sploh potrebujemo vero v živega Jezusa? A jo res potrebujemo, a jo ne potrebujemo? Da ali ne? Zakaj? Se vse gli. Glede, koliko ne verjamo, je samo kje kopro ljudi. Kje pa je peščica, mi pravite, ja, ne? Oni rečejo, se so nori, tako se zbirajo in oni še bolj živijo kot vi. Imajo boljše plače, mirno lahko kradejo, pogolfajo ljudi, vi ne smete imeti poj slabo vest, ne? Mirno lahko so kar naprej na internetu, pa vi ne smete imeti poj slabo vest. Kaj imate zdaj od tega? Ne bi menjala. Ma zakaj ne bi menjala? Oni so imajo boljše. Otroci rečejo, je boljše v sošolcev, zjutraj lahko na televiziji, pa na igrcah, jaz moramo hmaši. Ker gledamo večkrat na to, ne? Tako, večno življenje. Gledamo že tukaj na tem svetu, smo mirni in potem tudi gledamo za večno življenje. A ste kdaj v šoli, ki ste bili mladi, pisali spis, čemu živim? Niso vam dali v šoli. Jaz sem verjetno bolj pred ostalih tlele, mogoče, če boš še tako star jahudo. Pod komunizmom, ne, sem hodila v gimnazijo tam leta 75 in smo pri marksizmu, sem imeli še marksizem v šoleni, ne? Smo pri marksizmu pisali spis, čemu živim, ne? In sem tako upornik, ne? Mi smo bili neverni doma, ampak me jezili. Zato, ko smo pri marksizmu se skozi učili, kako je to svobodna država, svoboda veroizpovedi, svoboda vsega, hkrati prišel pa ravnatelj v petek v razred in je rekel, kdor bo šel v nedeljo k maši, v ponedeljek ne sme več v šolo. Ne? In meni je to ful jezik, sem tako upornik to, ne? In sem nalaž napisala v spis, čeprav se nisem imela nekako zaverno, kako želim imeti otroke, da bom vzgajala za nebesa in kako bom vzgojiteljica, da bom vzgajala za nebesa in da želim priti v nebesa in vsi moji otroci prav nebesa in nebesa, ne? In vsi svetniki, tako. In potem sem na koncu spisa še dodala eno pesem, čemu živim, je prav naslov bilo, in vem, da se je končala, zadnji več vem, da z roko v roki vsi hitimo tja v večno domovino. Ne? In sem oddala. In potem sem čakala, kaj bo naslednji teden. In sem sedela tako v prvi vrsti. Veste, zakaj sem sedela v prvi klopi? Ker v prvi klopi so najbolj plonka. Ne? Učitelji vedno gledajo zadnje, da ne plonkajo, ne pa psijo, tako da sem lahko mirno plonkala, in pride učiteljica do mene, me je bila komunistka, ni bila verna, ne? Pa je rekla Anja, jaz naprej Anja, ne? Rekla, veste, Anja, zelo lepo, ampak ni ravno na liniji, pospravite, ne? Pa mi dala petko. Tako, lejte, spoštujejo odločno besedo. A si upate odločno povedati pred svojim šefom, pred svojimi kolegi, pred svojimi sodelavci, da ste verni? Si upate govoriti o verskih stvarih? En ja, en ne. Ne? Ko mlade sprašujem, v glavnem rečejo ne. A si upaš v petnici šolski se pokrižati? Pred jesti? Ko greste v gostilno, se pokrižate? Bravo. Ma ste izjeme, ne? Ste izjeme, ne? Otroci samo najbolj pogumni to upajo narediti, ne? Mora biti zelo samozavestni, ali pa taki uporniki, ko sem bila jaz, nek sem nalaž, če ne bila verna, se pokrižala za ina, ne? Zato, da druge dražim in žalim in tako naprej, ne? Tako, na takih Bog je živeli, zakaj me tvoj pošti vpisalo, da je malo obladila, mi še ni uspelo. Tako, dobro, torej ugotovili smo, da potrebujemo živega Jezusa. Apostol Pavel pravi, ne, da če Kristus ni bil bojen, če ni živ, ne, je prazna naša vera še so svoji grehi. Prav, tedaj so zgubljeni tudi tisti, ki so že zaspali v Kristusu. Pojni večnosti. Če Kristus ni živ, tudi mi ne bomo večnosti živeli. Če samo zaradi tega življenja se upamo v Kristusa, smo ob vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Če ni večnosti, zakaj bi se pomatrali? Zakaj bi delali dobro? Zakaj ne bi egoisti? Čeprav jaz mislim še zveri bolj, da kljub temu se da splača, tukaj je tudi lepši na zemlji, ne? Ampak zakaj bi molil? Zakaj bi se postil? Zakaj bi delal pokoro? Zakaj bi se trudil ljubiti svojo taščo? Če ne. Ma je, vsi zaradi tega, tukaj na tem svetu in tudi kod je zaradi, ne? Tako.
Smisel življenja, to. Zato, da dosežemo večno življenje, še en list tako. Še 5 minut lahko govorim. Kaj naj storimo, zdaj pa kaj naj storimo, da bomo dosegli to večno življenje, ko bi radi? Glejte, cerkev se rodi izključno iz tega vprašanja. Kaj naj storimo? A se spomnite na Pinkoštni dan? Oni se spravljajo noter tam v dvorani zadnje večerje, se pogovarjajo na tretje in potem pride na Pinkošti Sveti Duh, dobijo korajžo, grejo ven in Petra tam uči in razlaga in pravi, ta Jezus, ki ste ga vi umorili, je ostal, on je res naš odrešenik in kaj rečejo ljudje spodaj? Kaj naj storimo? Kaj naj storimo? Največno vprašanje. Samo, ko sem prišla, se to je mečkan ven, ne, iz tega, ko sem bila v novicijatu, ne, sem bila čist mima, neverna v klošter, iz nevernega okolja, sem bila verna, sem molila rožnenca, hodila s tega hmaš pa vse, ampak nisem imela pojma o tradiciji. In vse druge, ki so prišli tako, da samostan, so prišli iz tradicije. Jaz sem bila pa samorastnik, sem pač gor zrasla v komunistični družini, ampak mi je Bog dal ver, ne? In sem prišla v samostan. In tam nam nisem več povedala. Jaz sem se bolj povedala, to pa tako, ne? Jaz sem imela pojma. In vse, kar sem naredila, bila narobe. Vse, kar sem naredila, narobe. In sem sprašala, kaj pa to? A še tega ne veš, ne? In skozi, boš šla ven. In sem šla enkrat v Lidlci in sem rekla, prostite, jaz si želim, jaz vem, da je Bog pričal samostan, ampak ne vem, a mi prosim pomagate. Rekla, a se paralizuješ? In sem rekla, ok, se paralizujem, pa sem zaprla vrata, ne? In potem sem hotel ven dati, pa je rekel takrat duhovnik, hišni duhovnik in tak star gospod, zlati duš je rekel, če te noben dar, kako te opustil, sem rekla, dobro, se vam Bog malo umrl, zdaj je reče, še pustno, vam drug let vam vrgal, pa naslednji let se spet in tudi zame potegnil, da sem je pustil, pa se ga dobro, pustimo od večnih obljub, pa sem je za večne obljube hotel ven vrš, ne, ki sem imel za uržah, ki sem bila tako bolna, klopa sem dobila, ne, pa me srce odpovedal, pa sem rekla, slab srce, ne morem dokrošiti, bo šla ven, tako je pa voditeljica, tista, ki je takrat rekla, da se prevezujem, ne, lejte, če hočete ven, dajte ven. Ampak povejte razlog, ne zato, ker je bolna, ne, ker je v kloštru zbolela, mi sem predelu z mladimi, da bili celo klopa. In sem jo pustil, Bog poskrbi za svoje, ne, Bog poskrbi. Vprašanje je, kaj naj storimo? Kaj naj naredimo? In če mi ne odgovorijo ljudje, mi bo odgovoril Bog. In jaz sem se naučila, da mi ljudje ne povedo, ker nimajo pojma, se že kot otrok jela, da ljudje nimajo pojma, ne. Tako, in začela gledati Sveto pismo. Zdaj te rekli, kje si jo prišla do vere, če bi doma komunizem. A veste, kako sem vedela, da Bog je 4 leti, tako ko je Marija stala, noben ne je prepričal. Mama je bila z verne družine in je oče je obljub pred poroko, da bo pustil versko vzgojo. Oče je pa zadrt komunist. Ne? In potem kar tite še pustil na skrivaj in potem se vse nehalo. In potem prva leta se še mama kregala z očetom, jaz se obljubo pred poroko, moš jih imaš, ne? In to so bili stalno prepiri. In če je mama samo omenila Boga ali cerkev, karkoli oče, če tako kriča, tako zmeša. In to sem kot otrok poslušala. Očeta se je strašno rada, veste, oče velik, močan, otrok vzor, ne. In se reka, če moj oče, ki je tako čudovit človek, se tako boji Boga, da kriči, če ga mama samo omeni, se pravi, da je Bog še večji kot moj oče. Ne. In vse je kričal, da Boga ni. Ker oče nikdar ni kričal, če je govoril o palčkih po čarovnicah. To ni bilo, ne, palčko po čarovnicah. Ampak je bil Bog, je pa kričal, ne. Da se ga je bal, ne. Jaz sem tudi kričala, če mi je bilo strah. To se veda, če te strah kričiš, da oče se boji Boga. Bog je velik in čudovit. In mi je oče dal vero v Boga, ne mama, veste, ne mama, oče. Tako, ne. Tako da, kaj ne storimo? In pa sem se naučila, da ne smeš ljudi sprašati, ker imajo pojma in sem gledala Sveto pismo. Tako. Ko so šle sestro, prvo pojilu, potem so le 3. pa 4. razred, no tako posebej hodile hini redovnici, tam župnina je pripravljala, pa še župnik, ko je bilo prvo pojilo samostano so šte, eno delo ob 6. zjutraj, naslednji teden eno gorsko župnijo v Špirni in po enama je stara mama dala vsake molitvenik. In pa so se vsi molitvenika sami učili moliti. In pa so vzeli 100%, kar piše, to je treba tako, veste, kar piše, to je treba, ne. In staroči ven smo molili pred 9 letih, vsak večer, vse, ne, še otrok dela po svoje, ker ljudem odrast ni za zaupati, tako, ni za zaupati, je bolj odrast. Tako, se od malga naučimo. Zdaj pa mene nekaj druga zanima. Kaj naj storimo, če pogledamo kredite? Ja, se boš ta Marija, kmalo boš šla domov, prav. Pa sestra Rebeka preč kriči, ne, pa te je strah.
apostol Pavel, veste, on ima vse odgovore. Prvo pismo Tesaloničanom, spet nagradno vprašanje za 5 točk, ker je težko. Tesalonika, Solun. Kdo je bil doma iz Soluna? Sem vas najdel, boste vedeli. 9. stoletje. Vsi jih poznate. Bila sta Grka, in sta znala slovanski jezik. Tako, Ciril in Metod, tako Mihajl in Konstantin, rodovna imena Ciril in Metod, ne Soluna. No, v tem Solunu, Tesaloniki, ko je apostol Pavel oznanjal, samo 3 sobote. Samo 3 sobote v judovskih shodnicah je Jude prepričeval. 3. soboto so ga upozorili, da ljudje te hoče kamnat ubiti, bež. In se ga hitro spravili s Tesalonike ven, potem bežal v Beroja, potem v Atene. In ker je mi v 3 sobotah, ki ste ustanovili novo skupnost, krščansko cerkev so ustanovili, ampak je mi tedno vsega povedal. In zato je napisal pismo. In na tem prvem pismu Tesaloničanom točno razloži, kaj je potrebno, da živim kot kristjan. 3 stvari, pazite. Božja volja je, to je Božja volja vaše posvečenje. Se pravi, Božja volja je, da postanete sveti, da pridete v nebesa. In potem razložim, povedal zdaj po domači, po svojih besedah, ker Pavel govori tako težko, da ga nič zastopimo, minkrate, ko pri maši berijo berilo, začnejo berilo iz pisma apostola Pavla, kaj se tako mislite? Spet nam nič zastopili. Kje se ostalo začel, pa na drugi strani se bo končal, ne? A kaj razumete, da apostola Pavla se bere gor? Jaz nič. Pa če doma vzameš, tako pa počas, besedo za besedo, pa vidiš, da so čudovite stvari, ne? So pa čudovite stvari. No, in on tam pravi 3 stvari. Odnos do telesa, ne prešeštuj, odnos do sočloveka, ljubite bližnjim, in odnos do dela. Ma to so točno te 3 stvari, veš, ki jih danes rabimo. Odnos do spolnosti, ne? Ker imamo precej zblojeno. Potem odnos do sočloveka in odnos do dela. Zdaj, če bomo tako tale odnos do spolnosti, on pravi, ne varajte drugega, en mož, ena žena in tako naprej. Lej, mi smo šli preveč rigorozno, kot da je telo nekaj slabega. In glih vzajem sem brala pri enem cerkvenem očetu, pa nisem zapomnila, pa nisem zapisala, kdo je bil, mogoče ti vi vedeli, ki je dal navodilo za spolne odnose. Rekel, ustoje na hitro in z odporom. Pa lej, človek dobi odpor do vere. Spolnost je čudovita stvar. Bog je dal spolnost zaradi užitka. Da človek, dobro, pa otrok žitek dosti trpijo kot otroke, žitek trpite kot otroke, pa porod, pa vso nosečnost, vse skupaj. Na spol odnos je tisto, kar povezuje moža in ženo, ne? Lepota spolnosti. In če bo lepota v zakonu, potem tudi ne bo treba hoditi k sosedu. A jeste? Pa izven zakona bo tako, ne? Da je res to nekaj lepega. Jaz mladim to ponovati, da sem biti predolga, ja. Samo zato, ker to te stvari mladim razlagam. Kaj se danes dogaja? Ta teorija spolov, pa nekaj, vse neke neumnosti, ne? In potem punce hodijo se zdaj moderno, da se dolga lasje, to, pa na pol gole hodijo in tako, pa se razkazujejo. Pa jih vprašam, kje je ženska ima prednost? Muslimanka, a kristjanka, kle evropejka? Prav, mi, kristjani, smo svobodni, ne pa muslimani, druge ženske so zaflikane. Poglejmo od blizu, kdo ima prednost. Tukaj v Evropi ženske, lej, imate otroke, imate službe, greste v službo, morate biti vse nališpane, pa lepe, doma pride z materem, morate še kukati še vse uno. Muslimanska ženska, če gre na cesto, je zavita komunija, ima doma izpočita, poskrbi za družino, je uštimana, namazana, spoštila se pred svojim možem. Vaši možje gre v službo, ima prijazno tajnico, našminkano, s pošenimi lasmi, na pol golo, prijazno kavico ponudi, mu se ostreže, pride domov, vidi z materno žensko. Kjer bo poželil? Kjer bo poželil? Tajanco? Musliman, ker na cesto vidi same mumije. Pride domov, vidi spočito ženo, lepo ima postreženo, vidi lepo ženo, okrašeno, jo poželi. Kdo je najboljša? A razumete, zakaj se muslimani upirajo pomoči naše kulture? Ker so 100-krat najboljša. To je nekaj, sem skozi razlagala. Spnite lase.
ne draži. Pa fantam rečem, poslušaj, zdaj ti se tako do punca obnašaš, a boš zadovoljen, če tvoja žena povedš, da boš že v 10 prežvečera. Ja, kako pa govorite? Ja, tako? V tvojem jeziku. Ti hočeš vsako kar takole nekaj, ne? Si grcno. Daj imeti spoštovanje. Dobro, to je že Pavel rekel, nisem zdaj nič novega povedala. Potem do svoj človeka, ne? Izkazati ljubezen človeku in do dela, videti Boga v človeku in do dela. Vsak mora fizično delati. Le po judovski postavi, tudi če je bil duhovnik, farizej, karkoli, on je mogel služiti s fizičnim delom. In potem smo zdravi. Danes mečkamo odprnašamo športom, ne? Ampak v čem se imaš večje zadovoljstvo? Če obdelaš vrt, da si zrasel sa zelenjava, a če laufaš vsega 10 km. A veš, za psiho, pa bodo psihiatrične bolnice polne. Jaz se čudim zdaj recimo po sneg, pa nam je veliko snega, vidite, ne, problema nimate, no problema, ali pa lepote snegom, ne. Vidim, ljudje hočejo v službo, da zaslužijo in potem, da se ne bo utrudil, ki je veliko denarja zaslužil, kupi tisto frezo in s frezo, hita, namesto z lopato, ne, in potem gre laufa, da se športa, da se bo malo prešvical, ne, in potem mora spet zaslužiti, da bo bil za fitness, da bo športal. A ne bo bolj, da kupaš lopato, pa nam je zato delaš doma pri svoji ženi, ko imaš rad, pa malo objavaš, tako se stisneš. Aješ, ne. Ne, masno gorencija nismo. Aješ. Malo preračunajmo, ne. In še kaj, imaš to. Se pravi, delo. Ko smo pri delu, prva zapoved, ko je Bog dal v raju, kaj je bila? Množite se, vidite? Se pravi, bodite rodovitna, imejte otroke in druga. Obdelujte zemljo, ne? Se pravi, zapoved rodovitnosti za zemljo in za telo. To je zapoved. Delaj in otroke me. Danes je pa vse to drugo. Danes je pa šport, je pa zabave se. In zato smo taki psihiči, veste? Psihiatrične bolnice polne. Ne? Pa vsi depresivni, pa vsi umno. Pa malo je povedal, delajte pravite depresivni, ne? Se bom nehala. Ja, zdaj pa še nekaj, ko smo ravno prišli do Boga, tukaj eno stvar sem tukaj zelo in mislim, da moramo to razčistiti. V raju Bog je ustvaril človeka po čigavi podobi. Torej smo komu podobni? Bogu. In potem pride hudič, tisti kači, ne? In pravi, ni res. Ampak če boste jedla sadež, bosta kakor Bog. A se je kaček izlagala? Ne. Se je že kakor Bog, se je ustvarila po Božji podobi. V čem je zdaj fora? Ampak boste kakor Bog, pa se že. V čem je zdaj razlika med tem, kar hudič pravi in kar Bog pravi po Božji podobi? Dajte, ustvarjamo po Božji podobi. Bog želi, da smo po njegovi podobi, da se mu prepustimo. Gospod, ti imaš načrt zame. Ti naredi z menoj, kar hočeš. Ta lepa molitev, kar tako je, Gospod, stori z menoj, kar hočeš. Podobi me po svojem srcu. Kaj pa hudič prav? Boš kakor Bog, glej, ti delaj po svoj, nekaj Bog reče, ampak ti delaj, ker ti veš kaj dobro, Bog ne se pa tebi prilagodi. Bog mora spomniti moj načrt. Zdaj te pa rekli, jaz pa tega ne delam, jaz pa nikdar Bogu ne reče, ne mora iti moj načrt, ampak vedno izpolnim Božje načrte. Je tako? Je tako. Potem pa molimo. Bog, poročil sem se, pa že 5 let imam otroka, daj mi otroka. Moj načrt mora biti, jaz hočem imeti otroka. Kaj pa če pa je vas bolan, vas Bog je? Ne, pa ga imaš. Ja, da je moj mož zdravi. Ja, kaj pa če vam Bog tukaj načrt? Pa so še 30-40 let pa matrov, da si invalidni pravi kakšen, ne? Sam pa mislite, koliko stvari smo že z molitvijo izsilili. Če rečem vedno, zgodi se tvoja volja, Gospod, ti veš. Vzemi ta kelih od mene, pa tvoja volja ne se zgodi, ne? A hočem, da se Bog upodobi po moji podobi, kot oni na čovnu so čakali do 3 zjutraj, ne? 4. nočne straže, ali ono, ne? Tako Božji podobi. Zdaj imamo tako lepo priložnost, ko prihaja postni čas, ne? Da se prepustim Gospodu, da rečem, Gospod, ti veš, kaj za me dobro. Da ne pretiravam, da nimam svojih načrtov s postom, kako sem se pustil, ne, ja, 8 dni poslušal, ja, veš, to moj načrt, ne, ja. Ne, Gospod, tisto, kar pride, ti smo se bomo odrekli.
pa bom zadovoljna z vsem, kar imam. Otrokom vedno rečem, najboljši post je, da veš, ker se pred te postavil. Vsi čas je težko pojesti kolerabo, ne? In delo sem popenila, sem je kolerabo nesla v strniše. Zdaj, kaj pa bi jo pustil, jaz sem tako rada jem, pa bi jo jaz pojedla vse, jaz sem norma kolerabo, ne? V strniše, ne? To je Božja volja, ne? In želim vsem skupaj najprej meni, potem pa ven, da bi ta lep postni čas preživeli po Božji volji in sprejeli njegov načrt. Amen.